Dober dan, lepo pozdravljeni. Od nas treh. Od nas treh, tako. Danes imamo Gosta. Ampak na začetku morava povedati, da vi to gledate skorajda Z mesečnim zamikom. mesečnim zamikom, zato je ta najin gost Še tukaj, mladiček tukaj na mizi. Čez en mesec, ko boste vi gledali, bo že tam spodaj na vrtu. Kjer še tudi nič ne zeleni, ampak čez mesec dni upamo, da bo že grah zunaj. Fižol je vprašanje, ne, ker se bo sadil okrog 15. Bo pa še marsikaj drugega. Ampak povej, zakaj imava danes tega Posebnega gosta na gosta. mizi? Ja, redko je takšen gost na naših srečanjih. Preprosto zato, ker nas lahko narava, tudi tale sadika paradižnika, marsikaj uči. Se vemo, da narava je tudi učiteljica življenja, mi smo del narave, del stvarstva, vse je med seboj povezano, tudi z sporočanjem, kako živeti, da bi lažje preživeli v danih okoliščinah, kot jih pač doživljamo v tem življenju. In tale paradižnik nas uči, kaj? Ja, uči nas, je prizemljen, mora biti v zemlji, mora upoštevati stvarnost, to pomeni, se mora hraniti z konkretnimi hranili, seveda voda, da ne dehidrira. Obenem je pa v tejle zemlji, naravni zemlji, veliko teh, bi rekel, rudnin, tega, s čimer se paradižnik krepi, da takole lepo raste. Ampak tale paradižnik ne bi bil stabilen, ne bi bil močan, če bi tile listki ne iskali kaj. Poglejte, vsi so usmerjeni gor, k svetlobi, seveda tudi potrebna toplina je za njega odločilna. Tule ima že tale paradižnik en cvetek, kaj bo šele nastalo čez mesec dni iz tega cveta. In to nam govori, da tudi mi ob tem, kar potrebujemo za telo, vsekakor potrebujemo tudi tisto svetlobo, tista sonca, ki nas dejansko krepijo v naši notranjosti. Zdajle sem se spomnil enega strašljivega eksperimenta, ki so ga upravljali nacisti v času druge svetovne vojne, ko so male otročiče zelo dobro oskrbeli navzven, za hrano, s toploto, ampak tisti, ki so skrbeli za njih, niso smeli teh otrok sprejeti v naročje, niso smeli vzpostaviti niti očesnega kontakta. In ti otroci so umirali. Tudi če ima tale paradižnik veliko zemlje, veliko rudnin, če nima svetlobe, dejansko bo usahnil. Tudi če smo mi dobro, bi rekel, fizično preskrbljeni, nam je toplo, imamo, bi rekel, polno mizo vsega, kar potrebujemo za fizično preživetje, nimamo pa naklonjenosti, nimamo pa ljubeče pozornosti, nimamo dovolj svetlobe, dejansko se pojavi čustvena ali pa duhovna osteoporoza. To pomeni, da smo krhki. Mi je pripovedovala ena zdravnica, ki dela v Afriki, da tam osteoporoze preprosto ne poznajo, ker je toliko sonca. Namreč vse vemo, sonce, vitamin D, močnejše kosti, močnejša struktura, ampak tudi mi moramo poskrbeti za, bi rekel, duhovno čvrstost, čustveno čvrstost. To pa pomeni, se moramo izpostaviti tistemu, kar nas v naše srce svetli, ljubeče bližine, ali pa duhovna osteoporoza, to pa je tisti, ki ga imenujemo sveti, zato ker svetli, ker duhovno prebudi spokojnost, zadovoljnost, tisto duhovno prijetnost, v kateri lažje rastemo. In za paradižnik moramo skrbeti. Ja, najprej s temlem, S temlem. Tako moramo skrbeti tudi za naše odnose. Za naše odnose, ja. Najprej bi rekel, kar odnos do telesa, te zunanje, se mi zdi zelo pomembno, ker je res, če stopiš ti v supermarket, je vse idealno. Ker tisti, ki proizvaja recimo jabolka, ne sme biti ne preveliko, ne premalo. Mora biti, bi rekel, pravilno osvetljeno. Tu v supermarketih je zelo pomembna osvetlitev.
je pomembna bleščavost, je pomembna celo glasba v ozadju, ampak na ves ta, bi rekel, kičast način nam lahko prodajajo tudi mrtvo hrano, ne, ubita živila. Ne. Mi v Sloveniji, Šmarje, okolica Šmarja, mislim, da ima večina možnost, da si pridela živo hrano, ne. Ker živa hrana poživlja, živa voda poživlja, ustekleničena voda je mrtva voda, ne poživlja. Ne. Mi še vedno si lahko natočimo kozarec žive vode, kar je zelo pomembno, ne, ker prebuja življenje. Si lahko pridelamo živo hrano. Zdaj bo kdo rekel, ja, pa se ne splača. Ne. Veste, se splača iti v gozd in si nabrati, kar nam ponuja gozd, se splača iti na travnik in nabrati divjo hrano, kot rečejo, koprive, toliko tega. Ne. Mi imamo super živila. Kopriva je super živilo. Ne. Imamo prav na dosegu vsakega tista živila, ki so živa, ki poživlja, ki so super. In se splača. Ne. Splača se za en doma pridelan korenček, krompirček, se splača, ker je prvič pridelan v odnosu do nas in raste v odnosu do nas. Po drugi strani pa dejansko je ta krompirček na nek način odziv na naše potrebe. Mi je bilo zelo zanimivo poslušati patra Simona Ašiča, ki je rekel, tam, kjer živiš, raste tisto, kar te bo poživljalo. On je mislil na zelišča. Ne? Če te tam narava s čim ogroža, dejansko bojo zrasle rožce, ki te bodo poživljale in varovale, da ne zboliš za boleznijo, ki jo lahko situacija, v kateri živiš, povzroči. Ne? Tako da je zelo, zelo pomembno, preden gremo na sonce in vse tisto, kar tudi potrebujemo ozavestiti, kako pomembna je ta živa voda in živi stik z naravo. In midva, zdaj je začel padati dež, ampak dež je, zakaj? Ni slabega in lepega vremena, ampak je vsak dež, vsako vreme je lepo. Je pa deževno vreme, pa je lahko tudi sončno vreme. Jaz nam zdaj predlagam, čeprav je še en mesec, konec aprila, da si privoščimo tudi tele dežne kaplje in ne da zaženemo paniko, da se je pa začelo nekaj slabega. Tale dež je pravzaprav blagoslov za stvarstvo, ki doživlja zdaj tele blagodejne dežne kapljice. Tako, in potem bo še pri tebi bolj se ozelenelo in zacvetelo. Ja, to je pomembno in rasla bo trava in gospa Kapra bo prav zadovoljna, ne, kako se gospa Kapra rada postavi tudi na topo pomladni dež. Ne. To je vse dotik stvarstva, ki te poživlja. Mi smo del tega stvarstva in dež je naša realnost. Je vir te žive vode, je vir razkošja naše dežele in kako bi potem rekli, joj, grdo vreme ali pa slabo vreme se bliža. Ne. Slabo je lahko le napoved, če govori o slabem pa lepem vremenu. Lahko pa govorimo o deževnem, lahko govorimo o sončnem, nikakor pa ne o slabem in dobrem, ker je vse v kontekstu dobrega. Mi moramo znati vse videti v kontekstu dobrega, če hočemo biti zadovoljni v realnosti življenja. To je tudi pokazatelj. Ne? Ljudje, ki bi imeli radi samo sončnost, bodo verjetno težko preživeli z realnostjo. Ko pa ti znaš sprejemati deževno in sončno v kontekstu življenja, je to pokazatelj, zunanje znamenje, da znaš realnost življenja sprejemati kot dobro priložnost. Ne pa, da neka dejstva zavrača, se ne more sprijazniti in imaš potem kar naprej razlog, da si nesrečen. Vidva sva srečna, moram povedati, ob teh dežnih kapljicah in sam sem tale dež čakal kar nekaj časa. Tako da tale paradižnik bo kmalu, samo malo više temperature še morajo biti, bo romal. Pa tudi sonce. Pa sonce. To ne pomeni, da je zdaj pa idealno samo deževno. Idealno je eno in drugo. Ne? Ker ti tale paradižniček bo rabil tudi sonček, tako kot vi rabite vsaj en sonček, ki ogreje vaše srce in tudi tisto sonce, veliko sonce, ki prebudi duhovno spokojnost, mir, prijetno duhovno toplino v notranji resničnosti naše osebnosti. In to poiščemo v tem tednu. Ja, med sebojnih odnosih vadimo. Ne? Tako kot bomo izpostavili tale paradižnik temu, kar ga bo poživljalo, zato ga bomo izpostavili mi, ker sam nima nog, mi imamo pa noge. Ne? Zato si naberimo za
živila, tisto, kar nas bo poživljalo v naši telesnosti, za naše srce, za globino našega duha, pa naredimo tiste korake k sončnosti, ki bodo ogrela globino naše osebnosti. In s tem Lep pozdrav zaključujeva danes. v tem čudovitem vremenu.